Čau, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in danes bomo govorili o oklevanju in o odlašanju. Ti je to kaj znano? Se soočaš s tem, da oklevaš, da se ne znaš odločiti, da ne veš, kako se odločiti, da se dogaja polno enih stvari in kar zamenjaš mnenje, ali pa se že odločiš in potem tik preden bi bilo res potrebno tisto odločitev, ne vem, prenesti naprej, podpisati nekaj, poslati mail, komu to povedati, se premisliš ali pa se zaustaviš. A veš, kaj se s tem, ko ti oklevaš in odlašaš stvari v svojem življenju, veš, kaj se takrat dogaja, tako tam v ozadju? Kako se tvoje zaupanje vate zmanjša? Koliko vesolje, resničnost, v kateri živiš, takrat, ko ti odlašaš, kako ne ve, kaj naj ti dostavi? Ker recimo jaz izbiram zdaj, naprimer, da si želim iti, ne vem, na neki izlet. Okay? In izberem, grem na neki izlet in se začne že kreirati vse te okoliščine, zato da lahko grem jaz na ta izlet. In pol kar nekrat, ne vem, če bi šla tam, kaj če bi šla nekam drugam, in vesolje se ustavi, dobesedno pauza, stop, in gleda, kaj zdaj boš izbrala. Ok, kaj bom izbrala? Kaj če grem tam na izlet? Ok, tam na izlet, in začne ustvarjati situacijo in trenutke in dogodke in vse, kar je potrebno, da greš lahko tam na izlet. In pol spet si premisliš, da mogoče bi šla spet tam, ker si prej mislila, ali pa nekaj drugega, ali pa kaj če sploh ne bi šla, in se ustvari ena konfuzna megla. Okay? Dejansko je ena taka velika zmedenost in to je ful naporno, ker ti dejansko takrat moraš procesirati, tvoji možgani morajo procesirati, tvoje telo procesira ogromno enih informacij, ne, za, proti, ful je tega. Tako da, kaj bi bilo potrebno, da nehaš oklevati? Kaj bi bilo potrebno, da začneš uporabljati vprašanja kot orodje, da prideš do več zavedanja, da prideš do več informacij, ki jih potrebuješ v tistem trenutku, da lažje izbereš? In ful preprosto vprašanje, ki je res ustvari in odpre, je, kaj je to zame doprinos? Ali mogoče, ne vem, ali je to doprinos zame? Lahko si ga formulirate v vašem, ne vem, pogovornem jeziku. Smisel je, da se vprašate, če tisto, kar želite zdaj ta trenutek narediti, izbrati, povedati, narediti, če je to res doprinos za vas. In potem sledite temu notranjemu vašemu feelingu, intuiciji, občutku. Če vam je lahkotno, če vas vleče k temu, izberite. In če rata težko, čudno, megleno, zmedeno, ne izbrati. Dajte si zaupati, dajte res pogledati, kaj je doprinos za vas. Torej, kaj je doprinos to zame? Ali je to res zame doprinos? In sledite temu. Res deluje, samo je treba vaditi. Tako kot zobe se niste naučili prati v prvem poskusu in sta mama in očka tam bila z vami in vas spodbujala in vas popravljala in vam kazala, kako se pravilno pere zobe. In ste rabili nekaj let, da ste se naučili. In ni nujno, da še zdaj dobro znamo prati zobe. Okay? Nas zdaj zobozdravnik, zobozdravnica malo krega, da ali preveč drsamo, ali pregrobo, ali prenežno. Okay? Torej, celo življenje pri vsaki stvari gradimo na sebi in izboljšujemo stvari. Enako je pri tem oklevanju, odlašanju. Ne si soditi, če, ne vem, uporabiste kakšna orodja, ste že ful delali na tem področju in še vedno ste neodločeni. Saj ni narobe. Mogoče ste tako intuitivni, toliko zaznavate, čutite vse iz okolja, da je toliko informacij, da se zato ne znaste odločiti. Ravno zato je to orodje. Ali je to doprinos zame? Doprinos pomeni, da je ok, da bo to nekaj več ustvarilo, da bo to dobrobit v vaše življenje. Okay? In če jo izberete, kar bo, tudi če ta trenutek tega ne vidite, tudi če ta trenutek se vam zdi, kaj bom to izbral, katastrofa, to noben ne izbira, kaj to sploh ne štekam, kaj je, nima veze. Če vam je lahkotno, če vam je prijetno, ko pomislite na to, izberite. Tako da, upam, da vam je bil tale video doprinos, to so ta moja drobna, velika, kakorkoli, darilca za vas. Res mi je v interesu, da ljudje pridemo do več zavedanja, da se imamo lepše, fajn, da ko kreiramo skupaj, so ustvarjamo eno tako lepo življenje za vse nas. Tako da,
Če vas zanima pa več info, itak, /2.žarek_sreče.si, ogromno materijala, lahko mi pišete, kaj vprašate, si pogledate, ali pa pogledate na YouTubeu, ker imamo ogromno brezplačnih, kratkih takih izobraževanj videov, da si brezplačno pridobite več zavedanja. Čau!